No, še enkrat lep pozdrav vsem skupaj in dobrodošli na drugem pridnoznanstvenem predavanju v sklopu umetne inteligence za vse. Moje ime je Tadej in sem master štipendist generacije 2021. Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija, na kratko ASEF, je neprofitna organizacija, ki povezuje Slovence po svetu in jih navezuje na Slovenijo, obenem pa mladim, talentiranim slovenskim študentom omogoča raziskovalne priložnosti v tujini. V Sloveniji in tudi širše po svetu organizira programe in projekte neformalnega izobraževanja, ki mladim pomaga pri akademskih in raziskovalnih začetkih ter razvoju in osebni rasti. Po eni strani stremi k doseganju akademske odličnosti in izoblikovanju posebnega značaja, predvsem pa usmerjanje v vračanje skupnosti in slovenski družbi. Med vračanje slovenski družbi se umešča tudi nocojšnje predavanje umetne inteligence za vse, ki je nadaljevanje decembrskega predavanja. Cilj obeh predavanj je predstaviti delovanje umetne inteligence na enostaven in razumljiv način, ki bo prilagojen poslušalkam in poslušalcem brez računalniškega in matematičnega ozadja. Za vse, ki se prejšnjega predavanja niste udeležili, lahko posnetek predavanja najdete na ASEF YouTube kanalu. Za nove udeležence tudi še enkrat predstavljam naša predavatelja. Marko Zeman je ASEF Fellow 2021 in doktorski študent računalništva ter informatike na Univerzi v Ljubljani, kjer raziskuje področje umetne inteligence. Zadnja leta je svoj študij računalništva usmeril predvsem izzive strojnega učenja in globokih nevronskih mrež. Trenutno se ukvarja s problemom učenja več različnih nalog v isti nevronski mreži in raziskuje različne načine prilagoditve nevronske mreže na reševanje novih nalog. Blaž Stojanović je ASEF Fellow 2021, ki je dodiplomski študij fizike končal na Univerzi v Ljubljani in nato magistriral z računalniške fizike na Univerzi v Cambridgeu. Ukvarja se z uporabo metod strojnega učenja na naravoslovju, predvsem na področju statistične fizike. Zanima ga tudi, kako lahko matematične metode statistične fizike pomagajo pri razumevanju učinkovitosti in robustnosti algoritmov učenja. Pa da ne bom preveč dolgovezil, predajam besedo kar Marku in Blažu. Hvala, Tadej. En lep pozdrav še v mojem imenu in lepo pozdravljeni na drugem predavanju umetna inteligenca za vse. Prejšnjič smo se posvetili uvodu v umetno inteligenco in pa res tistim največjim osnovam strojnega učenja. Danes pa se bomo posvetili sodobnejšim metodam, uspehom umetne inteligence in izzivom v prihodnosti. Predavanje bo izgledalo takole. Najprej bom jaz ponovil najbolj pomembne stvari iz prejšnjega predavanja in pa zraven dodal še nekaj pomembnih konceptov, ki vam bodo prav prišle pri razumevanju naprednih metod današnjega predavanja. Potem pa bom na kratko predstavil nekaj metod nadzorovanega učenja in pa kako se nadzorovano učenje uporablja v praksi in pa nekaj metod nenadzorovanega učenja in ki ga lahko uporabimo. Spet bomo imeli vmes čas za vprašanja, tako da če imate kakršnakoli vprašanja, vas lepo prosim, da jih pišete v Q&A. Vmes bomo imeli 5 minut odmora, preden Marko nadaljuje s spodbujevalnim učenjem in pa izzivom, s katerimi se bomo srečevali v prihodnosti. Na koncu pa spet čas za vprašanja in diskusijo. No, predlagam, da kar začnemo. Dajmo se za začetek spomniti, zakaj sploh potrebujemo strojno učenje. Računalniki so res zelo preproste naprave, ki znajo pravzaprav delati samo eno stvar. Znajo z določenimi navodili preoblikovati nek vhod v nek izhod. In ta navodila so zelo preprosta. In vsak problem, ki si ga želimo rešiti, zahteva svoja navodila. Zdaj, kjer pa zaidemo v težave, pa to, da je včasih ta navodila preprosto pretežko zapisati. In to je v vseh situacijah, ki jih ljudje tako zelo intuitivno rešujemo, naprimer pri vožnji avtomobila ali pa prepoznavanju obrazov, kjer so situacije preveč različne med sabo, da bi to nekako zapakirali v par lepih pravil. Strojno učenje je pravzaprav samo skupina nekih pristopov, ki jih uporabimo, da rešimo neko nalogo oziroma po angleško nek task. In zdaj nekako bomo rekli, da je sestavljeno še iz 4 delov. Najprej potrebujemo model. To je samo neka funkcija, ki povezuje vhodne podatke z izhodnimi podatki.
Potem potrebujemo mero uspešnosti, to je nekaj, o čemer na prejšnjem predavanju nismo govorili, ampak je ključno za uporabo strojnega učenja. To je samo neka številka, ki nam v danem trenutku pove, kako dober je naš model pri naši zadani nalogi. Potrebujemo algoritem, s katerim bomo model izboljševali, da bo postal čim boljši. In pa jasno potrebujemo podatke, s katerimi bomo model izboljšali. Danes bom izmenično uporabljal besedi model in pa globoka nevronska ali pa nevronska mreža. To je pač samo skupina modelov, ki so danes zelo popularni in nasploh so zelo uporabni. So pa sestavljeni iz manjših gradnikov, ki jim rečemo nevroni, ki sprejemajo vhodne informacije in jih pošljajo naprej po teh povezavah. Vhodne informacije pridejo v tako imenovano vhodno plast in se potem propagirajo skozi nevronsko mrežo naprej do izhodne plasti. Vse, kar počnejo nevroni, je pa sprejemajo signale, jih seštejejo, jih malo spremenijo in potem pošljajo naprej. Zdaj, najbolj ključen del strojnega učenja je jasno učenje. Na prejšnjem predavanju je Marko to zelo lepo razložil na primeru regresije, v katerem želimo napovedati predvideno oceno dijaka iz fizike v fiziki, če poznamo njegovo oceno pri matematiki. Zato zberemo podatke in začnemo naš model učiti. Tukaj na desni strani so najprej na vrhu prikazani različni podatki v modrih točkah. Se pravi, to so samo pari podatkov matematika in fizika, in pa zelena črta, ki je model, ki nam napoveduje oceno dijaka. Tukaj spodaj pa lahko vidite mero uspešnosti oziroma neuspešnosti modela skozi učenje. Se pravi, uspešnost modela merimo na nekih drugih podatkih, ki jim rečemo testni podatki, in želimo si, da model čim bolj odraža realni svet. Tako da, če vidimo, da se model izboljšuje, se pravi, da neuspešnost modela pada skozi čas, potem smo lahko zadovoljni. In z učenjem zaključimo, ko smo na neki točki uspešnosti, s katero smo zadovoljni. Vse, kar to pomeni v globoki nevronski mreži, je to, da tele parametre, ki so na povezavah med posameznimi nevroni, to si lahko predstavljate kot neke gumbe, ki se jih vrti, zavrtimo na tak način oziroma nastavimo na tak način, da bo kar čim več vhodnih podatkov proizvedlo tak izhod, ki si ga želimo. In proces učenja je samo to nastavljanje teh parametrov. Zdaj, ne bomo se spuščali v detajle, kako se to zgodi, ampak konec koncev je ta proces dosti preprost. Moramo se vprašati eno res ključno vprašanje, in sicer, kako izbrati najbolj primeren model za neko nalogo. Jasno je, da različne naloge potrebujejo različne modele, in ko gradimo model, se pravi, ko pripravljamo model za neko nalogo, moramo biti pozorni na vsaj dve stvari. Model mora biti pravi za našo nalogo. S tem mislim, da morajo biti njegovi vhodi primerni in pa njegov izhod primeren. Se pravi, če treniramo model, da bo vozil avtomobil, potem moramo na izhodu dobiti ustrezne podatke. Potem si pa želimo še, da bi bil model čim bolj učinkovit. Več o tem bomo povedali kasneje. Med modeli oziroma nevronskimi mrežami bomo razlikovali glede na njihovo arhitekturo. Se pravi, glede na tip vhoda in izhoda, kakšni so vhodni in izhodni podatki, in pa kako je zgrajena sama mreža noter. Tudi o tem bom več povedal kasneje. Najprej se posvetimo vhodom in izhodom. Se pravi, arhitekture imajo lahko različno število in različen tip vhodov. Daleč najbolj preprosta arhitektura je tako imenovana 1v1 oziroma po angleško one-to-one arhitektura, kjer je vhod v model samo eden in izhod iz modela samo eden. To je točno to, kot tisti primer dijakov, o katerem smo govorili prejle. In sicer, vhod je ena sama številka, ocena pri matematiki, izhod je pa spet ena sama številka, ki je predvidena ocena pri fiziki. Ni nujno, da so vhodi in izhodi samo številke, lahko so tudi slike, recimo. O tem bomo veliko danes govorili. Recimo, tukaj imamo nalogo klasifikacije slik, na kateri si želimo
v kateri od modela želimo, da pove, kaj je na sliki. Se pravi, tukaj v prvem primeru si želimo, da model pove, da je to mačka, v drugem primeru pa želimo, da model pove, da je to pes. Zdaj, malo bolj sofisticirana arhitektura bi bila sledeča. To bi bila arhitektura, kjer imamo en vhod, pa mnogo izhodov. En tak lep primer, kjer se to uporablja, je opisovanje slik. Zdaj, to se verjetno ne zavedate, ampak skoraj vsakič, ko na Google iščete slike, vi vpišete v iskalno vrstico besede, potem pa dobite slike. Se pravi, vmes se je zgodila ena asociacija med besedami oziroma opisom in pa sliko. Se pravi, mi si želimo model, ki bo vzel tole sliko, tega gospodiča zraven zebre na travi in na izhodu želimo, da pove, da je na tej sliki moški zraven zebre na travi. Zdaj, mogoče se vam zdi čudno, da je to več izhodov, zaradi tega, ker konec koncev je to samo en stavek. Ampak to je več izhodov zaradi tega, ker je vrstni red besed res ključen. Se pravi, model bo izvrgel eno pa po eno besedo, dokler ne bo končal. Zdaj, recimo, najbolj sofisticirana arhitektura bi bila pa mnogo v mnogo. Se pravi, to bi bila arhitektura, ki lahko sprejme poljubno število oziroma vhod, ki je poljubno dolg, in pa izvrže na koncu ven izhod, ki je poljubno dolg. Tipičen primer take arhitekture je prevajanje jezika. Se pravi, recimo, da imamo stavek maček je na preprogi, želimo, da model to prevede v italijanščino. Tukaj lahko opazite, da je ta stavek v slovenščini krajši kot v italijanščini. Se pravi, model mora biti pripravljen, da so vhodi in izhodi poljubno dolgi in tudi različno dolgi. Zdaj, kako se to dejansko naredi, je bilo zelo pomembno odkritje v strojnem učenju in ključno za zelo veliko tehnologije danes. Vse skupaj pa temelji na ideji, da je vrstni red zelo pomemben. Se pravi, vhoda in izhoda ne smemo premešati. In tej nevronski arhitekturi se reče rekurentna mreža in vzema eno pa po eno besedo kot vhod in eno pa po eno besedo daje ven kot izhod. Več o tem ne bomo povedali, razen mogoče potem v odmoru, če bom imel tu kakšna vprašanja. Mogoče se raje osredotočimo na notranjo zgradbo modela. Se pravi, nevronske mreže se razlikujejo po številu nevronov in pa številu plasti. Se pravi, če se spomnimo tele slikce, tukaj imamo neko globoko nevronsko mrežo, ki ima vhodno in pa izhodno plast in pa 3 vmesne plasti. Ampak nikjer ne piše, da morajo biti samo 3 vmesne plasti, lahko jih je poljubno veliko, lahko jih je 100, pa nikjer ne piše, da morajo imeti samo 4 tele skrite nevrone, lahko jih imajo dosti več ali pa tudi manj. In še več kot to, število nevronov se lahko od plasti do plasti razlikuje. Vse te različne oblike nevronske mreže, recimo taka, ki se začne zelo široka, pa potem postane zelo ozka na sredini, pa potem postane zelo široka spet, igrajo posebne vloge v strojnem učenju. In velik del strojnega učenja je poznavanje različnih arhitektur in kdaj jih lahko uporabimo. Še ena druga stvar, poleg oblike, je pa to, kako so nevroni povezani med plastmi. Zdaj, če pogledamo tukaj, je zelo očitno, da je tale nevron povezan z vsemi prejšnjimi sosedi v eni plasti prej in pa z vsemi sosedi v naslednji plasti. Ni nujno, da je povezan z vsemi, zares. Lahko bi bil povezan samo z 2 sosedoma prej, pa z vsemi pol. Bomo videli, zakaj je to pomembno. Najbolj ključna stvar tukaj je pa to, da so nevronske mreže specializirane. Se pravi, glede na nalogo uporabimo različno nevronsko mrežo. Uspešnost oziroma koliko je arhitektura dobra, pa merimo recimo v hitrosti učenja, se pravi, koliko veliko podatkov potrebujemo, da nevronsko mrežo nekaj naučimo, ali pa koliko velika mora biti nevronska mreža take oblike. Se pravi, če je arhitektura slabe oblike, potem bi mogli narediti zelo veliko, da bi se bila zmožna naučiti tisto, kar si želimo, ampak pol bi bilo pa potrebno dosti več podatkov. Tako da je res ključno, da zberemo pravilno. Mogoče je to najbolj lepo ilustrirano na primeru
procesiranja slik oziroma strojnega vida, kjer se uporabljajo posebne nevronske mreže, ki jim pravimo konvolucijske. Ampak preden lahko opišemo te posamezne plasti nevronske mreže, se moramo vprašati, kako računalnik sploh vidi sliko. Računalnik, kot sem že omenil, razume samo številke. Se pravi, moramo nekako sliko tudi spraviti v računalnik samo številkam. To naredimo s piksli. Se pravi, ko vi slikate s telefonom in ima vaša kamera 8 megapikslov resolucije, vse, kar to pomeni, je, da ko vi posnamete sliko, vaš telefon spravi 8 milijonov točk in v vsaki tej točki spravi vrednost rdeče, modre in zelene barve, ki se potem združi v tisto. Temu se reče RGB vrednost, se pravi red, green, blue, in je med 0 in 255, ampak to sploh ni ključno. Ključno je to, da računalnik spravi sliko kot 3 tabele števil med 0 in 255. Ampak bodimo še bolj enostavni, pa si poglejmo črno-belo sliko. Tukaj je na levi ena slika enega obraza in nam ljudem je to res tako intuitivno jasno, se pravi, tukaj vidimo oči, nos, brado. Zdaj, na srednji sliki imamo isto sliko, ampak so gor napisane vrednosti posameznih pikslov. Se pravi, 0 bi pomenilo, da je piksel ugasnjen, se pravi je črn, bel pa bi pomenil, oziroma 255 pa bi pomenil belo barvo, kar pomeni, da je piksel najbolj možno svetel. Takole na čist desni strani pa vidimo, kako računalnik zazna sliko. Se pravi, on vidi samo tabelo števil. In naloga naše nevronske mreže je, da vzame to tabelo števil in propagira te informacije skozi plasti. Se pravi, te številke potujejo skozi nevrone, se spreminjajo in na koncu ven izpljune neko številko, ki nam pove, ja, na tej sliki je obraz oziroma karkoli že drugega je gor. Zakaj pridemo do težav, če uporabimo navadno nevronsko mrežo? Se pravi, najbolj preprosto bi bilo, da uporabimo to polno povezano nevronsko mrežo, ker so vsi nevroni povezani z vsemi ostalimi, ampak vidimo, da že tukaj na vhodu naletimo na težave. In sicer to tabelo, ki je dvodimenzionalna, se pravi, ima vrstice in pa stolpce, moramo spraviti v en sam stolpec. In to lahko naredimo na poljubno veliko načinov. Še več kot to, tukaj so 3 slike, na katerih je ista številka, ničla, narisana na isti način. Ampak taka nevronska mreža bi mislila, da so to 3 različne številke. Zaradi tega, ker so ničle premaknjene, se potem tisti stolpec vrednosti premeša in nevronska mreža misli, da so to različne slike, kljub temu, da je vsebina ista. Zdaj, res ključno je, da ta problem rešimo. In to rešimo s tem, da se zavemo, da so okolice pikslov med sabo povezane. Se pravi, 2 piksla iz čisto drugih strani slike med sabo nista zares povezana oziroma ne bi pričakovali, da je povezava med njima pomembna. Medtem kot lokalne povezave, se pravi, če si predstavljate tukaj, kjer je navpična črta, levo-belo, desno-belo, tukaj pa je važen, te povezave tukaj pa so važne. Se pravi, želimo si nekako iz slike izluščiti te informacije, kateri deli so važni in zakaj. To znamo narediti tudi brez strojnega učenja in to se je dolgo delali, preden so metode strojnega učenja postale zelo popularne, in sicer s filtriranjem. Filter je samo ena spet tabela števil, ki bomo pokazali kakšno, recimo, ki če jo uporabimo na sliki, iz nje izlušči neko informacijo. Se pravi, recimo, da imamo filter, ki poišče vse robove na sliki. Potem bi to sliko spremenil v nekaj takega. Se pravi, vsi robovi na sliki so obarvani belo, medtem ko tam, kjer ni robov, je obarvano črno. Kako konkretno to deluje, pa si pogledamo zdajle. Se pravi, filter je samo taka zelo majhna tabela 9 števil, recimo. In ta filter je specializiran za zaznavanje levih robov na sliki. To pa naredi tako, da zbere okolico pikslov.
konkretno 9 pikslov, 3x3, jih pomnoži se jih z vrednosti filtrov, enačba je razpisana tukaj, in če je rezultat tega izraza pozitiven, potem smo naleteli na levi rob. Če pa rezultat tega izraza negativen, potem so pa naleteli na desni rob. In v praksi to izgleda tako. Ta filter se zapelje čez celo sliko, vsakič se pomnoži okolico pikslov in rezultate se spet nariše takole na sliko. In številka 9 je v bistvu res lep primer tega, zaradi tega, ker ima tako levi rob kot desni rob, pa še večkrat se ponovi. Se pravi, ta naš filter je pravzaprav zaznal. Tukaj je en levi rob, tukaj je en levi rob, pa dva desna robova, pa jasno še en levi rob tukaj na spodnji strani številke 9. Zdaj pa se spomnimo že, kar smo na prejšnjem predavanju povedali o tem, da strojno učenje je v bistvu samo pisanje navodil. In zdaj, namesto da pustimo strojnemu učenju, da napiše navodila, mu pustimo, da napiše filtre. Se pravi, namesto da mi na roko napišemo filter, ki zazna levi rob, mi pustimo, da model oziroma algoritem poišče ta filter sam. In plastem, v katerih so filtri in v katerih procesiramo na način prikazan prej, rečemo konvolucijske plasti, ki so ključne za vse uporabe, skoraj vse uporabe strojnega vida danes. Označimo jih pa takole, s takimi kvadratki. Okay. Zdaj, zelo zanimivo je to, kakšni so te filtri, ki se jih naučijo konvolucijske mreže. Se pravi, velikokrat slišite izraz globoko učenje, ampak mogoče ne slišite pa tokrat globoko pomembno. In to pa zaradi tega, ker začetne plasti, bolj proti začetku mreže, se naučijo recimo poiskati robove v sliki ali pa teksture ali pa vzorce. Medtem ko tiste bolj globoke plasti poiščejo bolj konceptualne zadeve, kot so deli, različni deli slik, ali pa kar celi objekti, recimo tukaj se lepo vidijo pasje glave. Se pravi, te začetne plasti so zadolžene za neke vrste procesiranje slike, medtem ko končne plasti so zadolžene za to, da poiščejo neke točne objekte na sliki in jih prepoznajo. Seveda, če je naloga nevronske mreže to, da prepozna, kaj je na sliki, kot tukaj je. Okay. To bom povedal o konvolucijskih plasteh, ki so osnova vseh teh modelov, ki jih uporabimo pri recimo nadzorovanem, nenadzorovanem ali pa tudi spodbujevalnem učenju. Zdaj sam, da ponovimo, se pravi, nadzorovano učenje je učenje, kjer imamo podane vhodne in izhodne pare, nenadzorovano učenje je iskanje vzorcev v neoznačenih podatkih, spodbujevalno učenje pa spet nekaj čist tretjega, kjer se agenta uči z nagrajevanjem in pa kaznovanjem. Pa si poglejmo nekaj primerov nadzorovanega učenja oziroma kako to poteka v praksi. Zdaj, res najbolj ključna stvar tukaj so podatki in kje jih dobimo. Zdaj, v strojnem učenju se velikokrat uporablja neke podatkovne baze, na kateri se preizkuša različne modele. Ena izmed zelo slavnih je ImageNet, ki je baza več kot 14 milijonov na roko označenih slik. Se pravi, vsako sliko je mogel en človek pogledati in povedati, kaj je na njej. Recimo tukaj so ogledala na avtomobilu in pa ostale stvari. Oziroma točno 1000 različnih kategorij slik obstaja. In modele učimo na teh slikah, da prepoznajo te različne kategorije. In kot vidite, so se modeli tekom zadnjih 10 let močno izboljšali. Se pravi, še leta 2011 so bili komajda 50% uspešni, medtem ko danes klasificirajo 90% slik pravilno, najboljši modeli seveda. Zdaj, to, da rabimo podatke, je tudi glavna slabost nadzorovanega učenja, zaradi tega, ker je označevanje podatkov zelo drago. Mislim, lahko si predstavljate, da je 14 milijonov slik težko označiti, pa še hujše kot to, včasih
včasih morajo slike oziroma podatke označevati zelo usposobljeni ljudje, ki pa nimajo veliko časa, recimo zdravniki. In taki podatki so potem zaradi tega še bolj dragi. Poglejmo si dva primera, kako se s tem soočamo v praksi. Eden način je aktivno učenje. To je, kar se mene tiče, ena izmed najbolj pomembnih podpanog strojnega učenja, ki pa je ključna za uporabnost tega. Ukvarja se s tem situacijo, v kateri imamo zelo veliko neoznačenih podatkov, pa zelo malo resursov, s katerimi lahko podatke označujemo. In treba je odgovoriti na vprašanje, katere podatke naj označimo, da se bo naš model čim bolje naučil iz njih. Se pravi, proces bi izgledal nekako takole. Imamo neko majhno bazo označenih podatkov, na njej naučimo naš model, ki ga testiramo in potem pogledamo, na kakšnih vhodih je spodletel. Potem pa na en pameten način, in ta pameten je res ključen, in tukaj je vsa znanost aktivnega učenja noter, na pameten način izberemo neoznačene podatke, ki jih podamo strokovnjaku, da jih označi, in potem krožimo v tem krogu, dokler naš model ni tako dober, kot si ga želimo imeti. Mogoče še lažje kot to, oziroma lahko dobimo nekaj še cenejš kot to. Se pravi, mogoče si lahko pomagamo že z drugimi označenimi podatki. Zdaj, če se spomnite tistih filtrov, ki sem vam jih pokazal prej, začetne plasti konvolucijske nevronske mreže zaznavajo robove, teksture in pa vzorce na sliki. Ampak to so vse stvari, ki si jih želimo zaznati, ne glede na to, kakšna je končna naloga nevronske mreže. Se pravi, če se ukvarjamo s procesiranjem slik iz fizičnega pravega sveta, gotovo so robovi, teksture in vzorci pomembni. Se pravi, ena ideja je, da uporabimo mrežo, ki je že izučena, recimo na ImageNetu, ki pa jo potem specializiramo za našo nalogo. Se pravi, popravimo samo tiste zadnje plasti, ki se ukvarjajo z zaznavanjem točno specifičnih stvari, ki nas zanimajo. Temu se reče po angleško pre-training oziroma prednaučene mreže in pa fine-tuning oziroma prilagajanje. En primer iz nekega članka, ki je bil zelo odmeven, to je iz leta 2017, želimo si klasificirati materina znamenja, če so benigna oziroma maligna. Uporabimo neko tako zelo veliko in zakomplicirano konvolucijsko mrežo, ki bi rabila ogromno podatkov, da se nauči. In jasno, označenih materinih znamenj je veliko premalo. Zato uporabimo prednaučeno mrežo na ImageNetu, potem pa jo specializiramo na teh nekaj, se pravi 130.000 je dosti manj kot 14 milijonov slik. In na tak način dosežemo natančnost, ki je bila v članku malo boljša od skupine 21 dermatologov. Se pravi, smo lahko zelo natančni s tem. Če bi pa hoteli našo metodo še bolj izboljšati, bi pa aktivno poiskali tiste točke oziroma tista materina znamenja, s katerimi je imel naš model težave in jih uporabimo pri učenju. In s tem model še izboljšamo. Ok, zdaj si pa pogledamo še nekaj o nenadzorovanem učenju. Zdaj, kot sem že poudaril, zbiranje podatkov je res ključna stvar in označevanje podatkov je zelo zakomplicirano oziroma časovno zamudno. Jasno, vsi podatki so najprej neoznačeni. To so recimo YouTube posnetki, slike na Facebooku, vso besedilo, ki ga najdemo na internetu, recimo zgodovina iskanj in nakupov na Amazonu. Ampak veliko podatkov je dobra stvar in to je res nekaj, kar lahko izkoristimo, zato da napravimo res močne sisteme strojnega učenja. Ampak potrebujemo pa neke pristope za delo z neoznačenimi podatki. Najbolj tipičen primer je kategorizacija. Se pravi, mi imamo neke vhodne podatke, ki bi jih radi razvrstili v diskretne kategorije. Se pravi, recimo tipe kupca na spletni trgovini, zato da mu pa lahko ponudimo ta prave produkte. Ali pa različne vrste YouTube posnetkov, da jih lahko ponudimo obiskovalcem spletne strani.
Zelo taka lepa šolska ilustracija je študija enega gejzirja v Yellowstonu, ki se mu reče Old Faithful. Recimo, da smo nek študent, ki študira ta gejzir in meri dve stvari. Meri, koliko časa traja posamezen izbruh, glede na to, koliko časa je minilo od prejšnjega izbruha. In če damo čas med izbruhi na Y os in pa dolžino izbruha na X os, vidimo, da v bistvu obstajata dve različni kategoriji izbruhov. Se pravi, vsak izbruh tukaj ponazarja ena točka, ki pove, koliko časa je gejzir bruhal, glede na to, koliko časa je minilo, preden je izbruhnil. Oziroma, koliko časa je minilo med dvema izbruhoma. To rdeče pa pač neki model, ki poišče dve različni kategoriji podatkov. Se pravi, kratke izbruhe, ki se zgodijo hitro po prejšnjem, in pa dolge izbruhe, ki se zgodijo dolgo po prejšnjem. In s tem smo se nekaj novega naučili o podatkih in to je res poanta nenadzorovanega učenja. Ena zelo zanimiva panoga modelov oziroma pristopov v nenadzorovanem učenju so generativni modeli. Se pravi, če pomislimo tako, da imamo neko orjaško skupino podatkov in se vprašamo, kako so te podatki nastali, oziroma če lahko naredimo tak model, ki bo te podatke generiral. Se pravi, naša naloga je, da poiščemo model, ki bo znal pripraviti slike na isti način, kot so bili njegovi vhodi. In obstaja veliko modelov, ki to lahko naredijo. Eden izmed mojih ljubših je variacijski autoencoder. Ideja za njem je zelo preprosta, in sicer, da sliko stisne v en nizkodimenzionalen prostor, ki pač, to je zdaj zelo končno rečeno, ampak jaz temu pravim knjižna polica. Se pravi, vse slike, recimo žensk z dolgimi lasmi, razvrsti na knjižno polico. Potem pa se lahko po tej knjižni polici sprehajamo in vidimo, da če gremo po knjižni polici nadol, se blond barva las spremeni v rjavo. Če gremo na desno, se spremeni polt kože. In spet model je ugotovil neko strukturo v podatkih. Konkurenčna metoda autoencoderju je generativna nasprotniška mreža, ki deluje na čisto drugačen princip, ampak je ravno tako uporabna za generiranje nekih slik, recimo. Tukaj konkretno iz vhodne ilustracije, na kateri so označena nebo, gore in pa sneg, zgenerira sliko, ki to upošteva. Če pa dodamo od spodaj še morje, pobarvano z vijolično, in pa skale v rjavi barvi, pa tudi to upošteva pri generiranju slik. Zdaj, te metode so zelo napredne in se ne bomo spuščali, kako delujejo, je pa zanimivo videti, kaj so vse sposobne, zaradi tega, ker je toliko veliko podatkov na voljo, da se učijo. Ena meni ljuba uporaba generativnih modelov je v meteorologiji, kjer so napovedi zelo grobe v času. Se pravi, če pogledate vremensko napoved, se temperatura spreminja tako. Vsako uro je napovedana nova temperatura. Generativne modele pa lahko uporabimo za to, da zapolnimo ta čas med posameznimi meritvami na zelo pocen način. Se pravi, tukaj je prikazano deževje nad Britanskim otočjem. 20 minut podatkov damo v generativni model in ta bo zgeneriral naslednjih 90 minut deževja. Tale primer bomo spustili, zaradi tega, ker nam malo zmanjkuje časa, ampak lahko potem v odmoru več o tem povem. Je o tem, kako z generativnimi modeli generiramo nova zdravila, recimo. Poudaril bi pa samo še en koncept pri nenadzorovanem učenju, in sicer samo nadzorovanje. Lahko zdizajniramo take modele, ki bojo nadzorovali same sebe. To so na primer naloge, kjer je vhod slika, potem pa model zbriše pol slike in proba ugotoviti, kaj je na tisti manjkajoči polovici.
In na tak način lahko treniramo orjaške modele, zaradi tega, ker ne potrebujemo čisto nič označevati. In ti modeli se bojo naučili neke pravilnosti pri recimo generiranju slik. In eden izmed takih najnovejših modelov, ki to uporablja, je tale DALL-E. In sicer je specializiran za to, da vzame neko besedilo in zgenerira slike v tem stilu. Se pravi, to so slike, ki nikjer drugje ne obstajajo, ampak če mu damo kot vhod besedilo Usnjen fotelj v obliki avokada, bo zgeneriral te primerne slike. In pa podobno, recimo, če mu rečemo, da ne zgenerira uro v obliki pava, zgenerira ure v obliki pava. Ok, to je vse iz moje strani. Na tem slajdu so samo še glavne ideje današnjega mojega dela. Zdaj pa čas za vprašanja, pa bom šel nazaj samle, da si lahko tole ogledate. Ok, nekoga zanimajo zdravila, pa dokler ne bo drugih vprašanj, se bom vrnil na to. Se pravi, autoencoder, glavna ideja za autoencoderjem je to, da vzame nek vhod in ga pospravi v en nizkodimenzionalen prostor, oziroma kakor mu jaz pravim, knjižno polico. In potem po tej knjižni polici lahko gledamo kakšne so ostale stvari, katere stvari so v bližini, recimo tiste knjige, ki nas zanima. Se pravi, če imamo tukaj molekulo aspirina, zdaj ne vem, če je to res, verjetno ni, in si želimo poiskati aspirinu podobne molekule, potem bi to molekulo lepo sprocesirali v ta nizkodimenzionalen prostor in v tem nizkodimenzionalnem prostoru pregledali, kateri so sosedi zraven nje, in potem pogledali v praksi, če so res uporabni. To bi bila taka groba ideja tega modela. Se pravi, imamo eno vprašanje v Q&A-ju, in sicer, kakšna je razlika med klasičnimi algoritmi in strojnim učenjem? Ali se tekom reševanja problemov s pomočjo strojnega učenja tudi uporabljajo algoritmi? Ja, o tem smo govorili na prejšnjem predavanju, ampak tudi glavna ideja strojnega učenja je to, da namesto da mi napišemo navodila oziroma algoritem, pustimo, da računalnik naredi to namesto nas, s tem, da mu pokažemo primerne podatke. Seveda pa to pisanje navodil, ki ga naredi računalnik, računalnik naredi z nekim algoritmom, ki ga napišemo mi. Se pravi, namesto da mi napišemo pravila za reševanje problema, mi napišemo pravila za učenje reševanja problema. Upam, da to odgovori na to vprašanje. Vidim, da je še eno vprašanje v chatu, in sicer strojno učenje, ki je prej delovalo kot pisanje navodil, danes deluje kot pisanje filtrov. Ali ti filtri predstavljajo kriterije merjenja, kot na primer standardni model v fiziki, merske enote v matematiki in podobno? Filtri so v bistvu samo ena posebna beseda za pravila, in sicer kako informacije iz ene nevronske plasti prenesti v naslednjo plast, oziroma kakšno operacijo izvesti na njih. Se pravi, ta operacija je lahko recimo taka, da prepozna rob ali pa prepozna teksturo. Zdaj, jaz ne vem točno, kaj pomeni kriterij merjenja, ampak lahko si predstavljamo filtre kot neke vrste
mersko enoto. Se pravi, neka okolica na sliki, na katero filter močno reagira, bi pomenila, da ima veliko enot veliko enot tega v tem filtru. Ne vem, če je to čisto smiselno. Juri sprašuje, če je DALL-E dostopen v obliki aplikacije za takojšnjo uporabo. Je dostopen na spletni strani OpenAI, ki so avtorji tega programa. Je pa to besedilo, ki ga lahko podamo, je bolj omejeno, kot bi si je želel, se pravi, lahko spreminjaš samo malo stvari. Ampak bom delil slajde in v virih lahko najdete, ki je dostopen. Okay, če pa glede na to, da sem bil že tako dolg, pa da ni nobenih vprašanj trenutno, jaz predlagam, da si vzamemo 7 minut odmora in nadaljujemo 10 do 8, oziroma bo Marko nadaljeval 10 do 8. Hvala za vašo pozornost.
Lep pozdrav vsem še z moje strani. Jaz bom pa govoril najprej o spodbujevalnem učenju ali po angleško reinforcement learningu. Najprej si bomo pogledali, kako to deluje na enem enostavnem primeru. Potem bomo pa še pogledali par primerov uporabe, ki so malo bolj kompleksni. In v drugem delu se bomo pa pogovarjali o izzivih umetne inteligence v prihodnosti in o etiki. Torej, če se spomnimo od zadnjič, v primeru spodbujevalnega učenja imamo nekega recimo robota, ki v nekem okolju, na primer v labirintu, dela neke akcije. To so v tem primeru premiki in za vsako akcijo je potem robot nagrajen ali kaznovan. In ko to nekaj časa ponavljamo, po določenem času se robot nauči delati take akcije, da bo njegova nagrada čim večja in njegova kazen čim manjša. In en tak najbolj osnoven primer si bomo zdaj pogledali. Recimo, da imamo tak kot nek labirint, ki ima 16 polj. Naš robot začne na polju 1 in njegov cilj je, da pride do polja številka 16, vmes pa ne sme stopiti na polja, kjer je narisan ogenj. Torej, te ogenj si lahko predstavljamo tudi kot neke ovire ali pa nekaj, kar pač si ne želimo. Na drugi strani imamo pa potem eno tabelo in tukaj imamo predstavljena vsa stanja od 1 do 16. Tukaj imamo pa predstavljene vse 4 možne akcije v tem našem enostavnem primeru. In to so premik navzgor, desno, navzdol in levo. Tukaj na začetku imamo že nekatere, v nekaterih stanjih nekatere akcije niso možne. Na primer v stanju 1, kjer robot začne, se ne more premakniti navzgor, tako da ta stanja, ki niso mogoča, so označena s črtico. Vse povsod drugod pa je začetno stanje označeno z ničlami. In potem razvijalec algoritma strojnega učenja določi nagrade ali kazni za posamezno akcijo in stanje, ki sledi tej akciji. In v tem primeru bomo vzeli zelo enostavno, da če je belo polje, brez vsega bo nagrada oziroma kazen bo kar enaka nič, torej kot neka nevtralna akcija. Če pride na polje z ognjem, bo kazen -1 in če pride do cilja, bo nagrada +1. In na začetku robot še nima nobenih informacij o tem, kaj je dobro in kaj ne, zato simuliramo neke naključne korake. In recimo, da je prvi naključni korak robota navzdol na polje z ognjem. Ko se to zgodi, vedno robot začne igro ali simulacijo znova, torej ga spet postavimo na začetno polje. Ves čas pa posodabljamo to našo tabelo. In v tem primeru, ko smo bili v stanju številka 1 in naredili akcijo premika navzdol, smo tukaj zdaj popravili to ničlo na -1, na vrednost -1. V resnici se pri tem algoritmu nekoliko drugače posodabljajo te vrednosti, ampak za naš osnovni primer, za enostavno razlago je to najboljše. In tako ponavljamo te simulacije. Recimo na naslednjem koraku bo robot iz prvega stanja prišel v stanje številka 2, torej bo naredil akcijo v desno, in tukaj se bo ta vrednost v tabeli spremenila. Tokrat je pač slučajno enaka nič, zato bo ta vrednost ostala nič. In to potem posodabljene tabele in premike robota naključno izvajamo. In recimo v nekem trenutku bo robot prišel na polje številka 15, naredil naključen korak v desno, prišel do cilja in dobil tukaj v stanju 15 ob akciji v desno nagrado, torej se bo povečala ta vrednost v tabeli. Ko to dovolj časa ponavljamo, se bo ta tabela tako posodobila, da bomo lahko z robotom prišli od začetnega polja do končnega polja, brez da bi stopili na katerokoli polje z ognjem.
Kako to naredimo, ko imamo tabelo posodobljeno? Pogledamo, v katerem stanju je trenutno robot, torej začne na stanju 1 in pogledamo to vrstico. In vedno izberemo akcijo, ki ima največjo vrednost v tej vrstici. V tem primeru je zdaj to kar tale ničla, torej bo robot naredil akcijo v desno, se premaknil na drugo polje. Potem ponovimo enako za drugo polje. Pogledamo tole vrstico in izberemo najvišjo vrednost. Tukaj imamo pa zdaj manjši problem, zaradi tega, ker so vrednosti za levo oziroma za desno, navzdol in levo so vse enake. Ker ko smo v drugem stanju, katerakoli možna akcija je nevtralna glede na našo nagrado. In lahko se zgodi, da preden bo naš robot našel to primerno pot do cilja, lahko med poljema 2 in 3 se recimo 100-krat premakne levo, desno, levo, desno, levo, desno in dela tako nepotrebne korake. Kaj bi lahko naredili, da bi izboljšali to pomanjkljivost, torej da bi zagotovili, da bo robot našel najkrajšo pot od začetka do cilja, je, da bi nekoliko spremenili naše nagrade oziroma kazni. In če bi naše nagrade in kazni spremenili v takem smislu, da bi za polje z ognjem in koncem bila enaka nagrada, vendar bi vsako belo polje, navadno polje, prineslo rahlo negativno nagrado, potem bi se model naučil najti najkrajšo pot od začetka do cilja. Zaradi tega, ker ta najkrajša pot, ko seštejemo vse nagrade in kazni, prinaša največjo končno nagrado. Zato tukaj ne bi bilo premikov iz 2 v 3 v neskončnost, ker bi to vsak dodaten premik bi povzročal manjšo negativno kazen. In če bi to tako naredili, bi se tudi naša tabela nekoliko spremenila. Torej ne bi imeli več v prvem stanju za premik v desno nič, kot smo imeli prej, ampak bi imeli recimo neko vrednost, kot je -0,15. Te vrednosti so zdaj odvisne od tega, koliko smo v začetku, ko smo izvajali ta proces naključno, kolikokrat smo naključno prišli v desno. Tukaj bi lahko bila tudi vrednost -0,26 ali pa katerakoli druga. In tukaj tudi ni nujno, da je vrednost -1, ampak vsakič dodamo -1 za vsakič, ko bi prišel iz stanja 1 navzdol in prišel na ogenj. In v tem primeru, ko to dovolj ponavljamo, se potem ne zgodi več, da bi v nekem stanju, naprimer v stanju 2, prišlo do tega, da bi bile vse nagrade ali kazni enake, ampak so vedno razlike. In v tem primeru bi tukaj model oziroma naš robot upošteval to vrednost, ki je najmanj negativna. Tako bi rešili torej ta problem. Zdaj si bomo pa pogledali en posnetek. Zdaj smo pogledali samo najenostavnejši tak primer spodbujevalnega učenja, ampak v praksi se uporabljajo veliko bolj kompleksni modeli in velikokrat je spodbujevalno učenje povezano z globokimi nevronskimi mrežami, čemur pravimo tudi globoko spodbujevalno učenje. In tukaj imamo en primer, ko je eno podjetje razvijalo robotsko roko, ki rešuje Rubikovo kocko. Si lahko kar pogledamo. Imamo tako eno robotsko roko in zdaj cilj te roke je, da uspešno reši Rubikovo kocko, brez da ta pade ali se karkoli zgodi z njo. In tukaj za ta primer se uporablja spodbujevalno učenje, torej ta robot je to Rubikovo kocko toliko časa treniral, se učil na napakah, verjetno je velikokrat tudi padla iz rok in tako naprej, ampak po določenem času je bil robot sposoben rešiti to Rubikovo kocko z eno roko.
Ob učenju so recimo temu robotski roki tudi nagajali s kakšno drugo roko, ali pa so recimo stresali na to roko še kakšne druge stvari, dodajali elastike. Na ta način so zakomplicirali delo robotski roki, ampak so tudi naredili ta model bolj robusten. Zdaj naslednji tak primer je ena kitajska tradicionalna strateška namizna igra, ki se imenuje Go. Izgleda približno tako, kot je na sliki, torej podobno kot nek šah, neka plošča in gor dva igralca postavljata bele in črne take žetone. In zdaj za to idejo, koliko je ta igra kompleksna, si lahko pogledamo par števil. Recimo pri šahu je število možnih pozicij, vseh možnih pozicij v šahu je ocenjeno med 10⁻43 in 10⁻50. Ocena števila atomov v našem opazovanem vesolju je približno 10⁻80. Ocenjeno število vseh možnih opcij v igri Go je pa 10⁻170. Tako da v tem vidimo, da je to res ena zelo, zelo kompleksna igra in v takih kompleksnih igrah se velikokrat lahko računalnik znajde bolje kot človek. In to se je v tej igri tudi zgodilo. V letu 2016 je program imenovan AlphaGo je premagal takrat najboljšega igralca sveta 4:1. To pomeni, da sta najboljši igralec sveta v Goju in računalnik tekmovala 5 iger in 4 je dobil računalnik in 1 je dobil svetovni prvak. In že naslednje leto je prišla izboljšana verzija AlphaGo, ki so jo poimenovali AlphaGo Zero, ki je po 3 dneh učenja s spodbujevalnim učenjem premagala AlphaGo, torej ta prejšnji program, 100:0. Torej v 100 igrah je vedno zmagal ta program AlphaGo Zero. In tukaj spodaj imamo še ta grafični prikaz učenja tega programa AlphaGo Zero. Na X osi je število dni, torej število dni, ko se je treniral ta model AlphaGo Zero. In že po 3 dneh, ko pride do te zelene črtkane črte, je bil torej boljši, veliko boljši od tega predhodnika AlphaGo. Po 21-40 dnevih pa se je ta njegova sposobnost igranja igre Go samo še stopnjevala. In kar je zanimivo, da pri tem drugem primeru AlphaGo Zero se model ni učil recimo na igrah najboljših igralcev sveta ali pa na kakšnih že opravljenih igrah, ampak je bilo približno tako, kot če bi 2 programa tekmovala med seboj. Torej imeli smo 2 programa, ki sta tekmovala med seboj, dobivala nagrade in kazni glede na to, kako dobro jima je šlo v igri in sta en drugega ob tem izboljševala. In danes je sigurno že takrat 2017 je sigurno, da je AlphaGo Zero bil najboljši igralec Goja na svetu in da noben človeški igralec ne more parirati temu programu. Zdaj bomo pa še en posnetek pogledali iz avtonomnih vozil. Eno podjetje iz Londona izdeluje oziroma uči avtonomna vozila in tukaj je tak način učenja, da avto sam vozi, torej spreminja, obrača volan sam in za pot, ki jo opravi, dobiva pozitivno nagrado. Torej dlje, ko ostane na cesti, dobiva večjo pozitivno nagrado. Če pa zavije iz ceste, torej proti travi, ga pa ta voznik ustavi in potem ta naš model, ki ga učimo, dobi negativno nagrado oziroma kazen. In po več iteracijah se ta model nauči, da
kako obdržati vozilo na cesti, ne da bi zavilo iz ceste na travo. To podjetje poroča, da je že samo po 11 iteracijah takega učenja, pri čemer vsaka iteracija deluje bolje. Vidimo, da sicer volan gre malo levo in desno, ampak kar dobro ostaja na cesti. Ampak potem po 11 epizodah, bomo zdaj prišli kmalu do 11 epizode ponavljanja, pa je model že sposoben se obdržati na cesti. Volan sicer gre malo levo in desno, je malo manj stabilen kot voznik, ampak ostaja na cesti in ne zaide dol. In to je recimo en tak zanimiv prikaz uporabnosti spodbujevalnega učenja v realnem življenju. Se pa seveda tukaj uporabljajo veliko bolj kompleksni algoritmi oziroma modeli, ki jih je težko razložiti na tako kratkem predavanju. In zdaj, ko smo videli vse te zanimive dosežke umetne inteligence, se moramo pa vprašati malo o etiki. In a je možno, da bi nam umetna inteligenca ušla izpod nadzora? Je možno, da bi to škodovalo družbi ali pa človeštvu na nek dolgi rok, ker se vse tako hitro odvija? In zato bomo zdaj odprli eno kratko anketo z enim vprašanjem. In sicer vprašanje je, ali je umetna inteligenca nevarna za obstoj človeka? To je eno kratko vprašanje za vse, samo tako, da dobimo nek občutek, kakšno je vaše mnenje. Tako da upam, da ste zdaj že vsi dobili to vprašanje. Mislim, da lahko zdaj počasi zapremo anketo, ker je kratko vprašanje, da vidimo še rezultate. Ok, rezultati so sledeči: 64% meni, da ni nevarna, 36% pomeni, da je nevarna. Zdaj, jaz na to vprašanje nimam odgovora in verjetno ga noben nima. Po mojem občutku trenutno ni nevarna, ampak lahko, da bo čez 50 let drugače. In bomo zdaj šli čez neka taka osnovna vprašanja v etiki. Prvi tak primer uporabe umetne inteligence, ki zelo vpliva na nas, so socialna omrežja. Verjetno skoraj vsak izmed nas uporablja vsaj katero socialno omrežje. In ena pomembna stvar pri socialnih omrežjih je, da zbirajo naše podatke. Torej, socialna omrežja zbirajo podatke o posameznikih, potem pa te podatke uporabljajo za oglaševanje in za neko targetirano vsebino, ki je prilagojena vsakemu posamezniku. Ali so to nam prilagojeni videoposnetki, ali so to nam prilagojene objave, predlagane skupine, ali pa tudi neki predlogi za nakup določenih stvari. In večina socialnih omrežij, na primer kot Facebook, je to tudi njihov poslovni model. Torej, oni služijo z oglaševanjem, zato pa je pomembno in je cilj teh socialnih omrežij, da smo vsi uporabniki čim dlje prisotni. Ker dlje kot smo prisotni, večja je verjetnost, da bomo videli neke oglase ali pa celo kliknili, kupili preko nekega oglasa in Facebook pač s tem služi denar. Kar je pa recimo pri tem malo sporno, je pa, da se dogaja to, da ker Facebook nam ponuja vsebine, ki so nam zanimive in všeč, to vodi v usmeritev ljudi v svoj mehurček. To pomeni, da gremo ljudje vedno v smer tistih, ki enako mislijo kot mi. Na primer, če pogledamo politični primer, nekateri so bolj nagnjeni na levi pol, drugi pa nekoliko bolj na desni pol. In tisti, ki so nagnjeni na desni pol, bodo verjetno na Facebooku in ostalih
socialnih omrežjih dobivali posnetke in objave, ki so njim všeč, ki jih bodo vodile še bolj v to, da bojo postali še bolj naklonjeni desni strani in manj levi strani. In enako je obratno. In to je en tak problem družbenih omrežij, ki se tudi vidi v realnem življenju. Recimo zdaj poglejmo si eno sliko to so sicer podatki o ameriškem političnem prepričanju, recimo, da jih delimo tudi na levo stran pa na desno stran in imamo za 3 leta podatke, kako so ljudje glasovali, kam so se pozicionirali na tej lestvici od skrajne leve in do skrajne desne strani. In vidimo, da leta 1994 je bilo veliko ljudi tukaj na sredini. Torej, mediana teh, ki so bolj na levo stran, pa mediana tistih, ki so bolj na desno stran, je bila kar dosti blizu. 10 let kasneje ni bilo večjih sprememb, te mediani sta celo še malo bližje. In 2004 je tudi leto, ko je nastal Facebook. In Facebook je sicer na začetku počasi pridobival na popularnosti, ampak že leta 2012, torej nekje tukaj na sredini, je Facebook dosegal oziroma presegal 1 milijardo uporabnikov. In vse bolj dobri so algoritmi umetne inteligence, ki nam priporočajo vsebine na socialnih omrežjih. In leta 2017, ko so ponovili ta vprašanja, vidimo, da je veliko ljudi šlo proti skrajnim polom. Torej, levi so šli še bolj v levo in desni so šli še bolj v desno. In potem se to tudi v realnem življenju pozna polarizacija družbe. In to ni samo politični problem, to je problem v bistvu na vsakem življenjskem področju, kjer imamo ljudje zelo drugačna prepričanja in pa vrednote. To se recimo tudi vidi v zadnjih 2 letih na socialnih omrežjih glede COVID ukrepov, mask, cepljenja in tako naprej, da imamo vedno bolj polarizirana mnenja in težko še najdemo ljudi, ki so nekje na sredini in menijo, da je neka srednja pot prava. Naslednji tak problem ali pa izziv je vprašanje varnosti ali pa nadzora nad ljudmi. Algoritmi za zaznavanje obrazov so že dolgo časa prisotni, ampak v zadnjem času se pa vedno bolj razvijajo algoritmi za prepoznavanje obrazov. Torej, imamo kamero, ki prepozna obraze in točno vemo, kateri človek je na sliki. Ne samo, da je to obraz, ampak vemo, kateremu človeku ta obraz pripada. In recimo na Kitajskem je že v večjih mestih tako, da so vsi deli mesta pokriti z javnimi kamerami in ljudje imajo kot nek svoj socialni kredit. In ko jih kamere zaznajo, prepoznajo, potem, če ljudje delajo vzorne stvari, take, ki so vladi všeč, dobivajo pozitivne točke, če pa delajo neke škodljive stvari, naprimer vržejo na tla nek odpadek, pa dobijo negativne točke. In potem na ta način ima recimo vlada velik nadzor nad ljudmi in lahko zelo vpliva na početje oziroma vedenje ljudi preko tega. Ena nevarnost umetne inteligence v prihodnosti je tudi njena uporaba v vojaške namene. Recimo pri avtonomnih vojaških vozilih, naprimer kakšnih tankih, kjer ljudje več ne bodo sedeli, ampak se bo ta tank vozil sam oziroma bo voden na daljavo. Tudi orožje bo verjetno s kakšnimi kamerami obogateno in bo lahko zelo natančno merilo. Tudi recimo problem bi bil večja uporaba dronov lahko. Dron bi lahko imel kamere, ki bi prepoznavale obraze. In recimo lahko bi se zgodila zloraba v namen recimo da odstranijo
kakšnega političnega nasprotnika ali pa človeka, ki nekomu ni všeč in ima to moč, ima umetno inteligenco na dronih, da enostavno droni pridejo in zaznajo človeka in ga recimo poškodujejo ali celo ubijejo. In to v bistvu pusti neko kriminalno dejanje, ki ga je sploh težko najti vzrok ali pa krivca ali pa karkoli, ker bo to samo neka naprava, ki bo priletela, opravila svoje in odletela. Potem je en večji problem, so tudi neresnični videoposnetki. Večina ljudi se že zaveda, da slike, ki jih vidimo recimo na internetu ali pa na kakšnih plakatih, so velikokrat retuširane in niso realen prikaz, ampak imamo pa zaenkrat še premalo zavedanja, da tudi pri videoposnetkih je umetna inteligenca že tako daleč, da težko ločimo, kaj je resničen videoposnetek in kaj ni. In zdaj bom predvajal en posnetek, približno 1-minutni, od igralca Toma Cruisa, ki je v resnici čist sintetiziran videoposnetek in nima veze z realnostjo. Ampak samo to, da bomo imeli občutek, kako daleč smo z razvojem tega. That's why. Oh. It's just it's a little embarrassing, you know. It reminds me, I was once in Russia, I ran into Gorbachev. He said, "You know, Mr. Movie Star, are you nervous?" I said, "No, Mr. Gorbachev, I'm not nervous. I don't." He goes, "Well, remember how much a polar bear weighs." I said, "Polar bear?" He said, "Enough to break the ice." It's the last time I've ever seen Mikhail Gorbachev. What's up, TikTok? You guys cool if I play some sports? I love it. More for the audio experience. As much as the momentum. Hey, listen up, sports and TikTok fans. If you like what you're seeing, just wait till what's coming next. I'm gonna show you some magic. It's the real thing. I mean, it's all the real thing. Ja, to je bil ta posnetek, ki je v celoti sintetično narejen in ni realen. Vidimo, kako realno je prikazan, tako da recimo večina uporabnikov ne bi opazila, da je to neoriginalen posnetek. In v prihodnosti bomo najbrž imeli še več težav s tem, da bomo težko ocenili, ali je nek videoposnetek avtentičen ali je pa čisto računalniško simuliran. Sploh bo to problem na internetu in socialnih omrežjih. Za konec pa še par vprašanj za prihodnost, na katera bomo mogli odgovoriti. En tak izziv je velika poraba energije pri treniranju modelov strojnega učenja. Na primer, eden največjih trenutno modelov GPT-3 za procesiranje naravnega jezika in recimo generiranje teksta ima 175 milijard parametrov, ki, če bi uporabljali samo eno napravo, na primer eno grafično kartico za učenje, bi to učenje potekalo 355 let. Ker pa lahko mi te naprave, recimo grafične kartice, paraleliziramo in hkrati učimo na več napravah, so to bili zmožni narediti recimo v roku nekaj tednov ali pa enega meseca. Ampak samo na eni napravi bi to potekalo 355 let. In tudi za energijo, samo za električno energijo, porabljeno za treniranje, se ocenjuje, da je v vrednosti $4,6 milijona. Torej samo za en model.
Res pa je, da je to en največjih trenutnih modelov in da modeli, ki jih recimo mogoče delamo na fakultetah v Sloveniji, niso niti približno tako veliki. Naslednji tak izziv je pristranskost v podatkih. Velikokrat so te podatki, katere imamo, pristranski v neko smer in to se potem odraža tudi v modelu in v napovedih modela. Torej, če imamo nek problem in so recimo podatki pristranski v smer enega spola, bo tudi uporablja modela, ki je naučen na teh podatkih, pristranska in bo model recimo favoriziral nek spol, zaradi tega, ker je bil ta spol favoriziran recimo v nekih preteklih podatkih. Tako da tega se moramo zavedati in paziti, da vedno imamo nekako celovite podatke in ne samo delno predstavljene ali pa tako namerno pristransko izbrane. Vprašanje za prihodnost bo tudi, kdo bo prevzel pravno odgovornost za napake. Na primer, v primeru samovozečih avtomobilov, kdo bo odgovoren, ko pride do nesreče in recimo avtomobil povozi pešca. Ali bo to odgovarjalo podjetje, ki proizvaja te avtomobile, ali razvijalci, ali nekdo tretji, to je neka stvar, ki se bo morala urediti, preden bomo recimo lahko vozili avtonomna vozila. Podobno je pri moralnih vprašanjih, pri izbiri manjšega zla. Torej, ravno v tem primeru samovozečih vozil lahko pride do nekega trenutka, kjer vozilo zazna tik pred trkom 3 ljudi na prehodu za pešce. Na eni strani sta 2 starejši gospe in na drugi strani je en manjši otrok. In ljudje imamo zelo različna moralna prepričanja, kaj bi moral v tem primeru avto storiti, ali zaviti v eno smer ali v drugo, ker recimo, da tretje možnosti ni. Ena je, da povozimo 2 starejši gospe in ena je, da povozimo otroka enega. Na to temo so nekatera podjetja že opravljala tudi večje raziskave in je zelo zanimivo, da se odgovori na ta moralna vprašanja se zelo razlikujejo med ljudmi, še posebej med različnimi kulturami. Torej, na različnih koncih sveta imajo ljudje zelo drugačna moralna prepričanja, kaj bi recimo vozilo v takih primerih moralo narediti. Naslednja stvar, ki jo bo prinesla umetna inteligenca, je avtomatizacija procesov in tukaj bo prišlo do izgube določenih delovnih mest. Na začetku bojo verjetno to delovna mesta, kjer se opravljajo neka ponavljajoča se dela, ki so enostavna, recimo za neko računalniško, za reševanje z računalnikom, na primer kakšno delo za trakom, kjer se pregleduje, ali je nek del za nek stroj ustrezen ali ne, lahko z uporabo računalniškega vida zelo dobro že ocenimo in mogoče hitreje kot človek, in potem bi te ljudje mogoče lahko delali na nekih bolj kreativnih delih. Naslednja stvar je premoženjska neenakost, ki na dolgi rok vodi v še večjo neenakost. Na primer, podjetja kot je Google, Facebook, Amazon imajo ogromno odličnih inženirjev in razvijalcev in imajo tudi denar, da plačajo te stroške, kot sem jih tukaj zgoraj omenil, stroške elektrike in stroške grafičnih kartic in vse to, medtem ko drugi razvijalci te možnosti nimajo. In zato njihovi modeli so vedno večji, vedno močnejši, vedno bolje delujejo, ostali del sveta pa težko sledi tem napredkom. Tako da to je ena težava. Še zadnja stvar je pa, da ima umetna inteligenca oziroma te tehnološki giganti imajo moč kontroliranja in manipulacije družbe preko umetne inteligence. Na primer, Google točno ve za vsakega posameznika, kaj mu je všeč, kaj mu ni všeč, njegove vrednote. In recimo, če bi se Google odločil, da bi želel, da mi glasujemo za nekega političnega kandidata na volitvah, bi lahko podatke, ki nam jih servira,
prilagodil tako, da bi mi bili prepričani, da je tista oseba, ki si je Google zaželel, res pravi izbor. Ker bi nam prikazali samo tiste podatke, ki vejo, da so nam pomembni in so nam všeč, mogoče bi pa zakrili tiste, ki vemo, da jih ne mara. To je s temi vprašanji za prihodnost bi zdaj zaključil, za konec pa samo še en zanimiv video enega podjetja Boston Dynamics, ki proizvaja robote in te roboti že znajo marsikaj. Tukaj smo samo pogledali še en primer za konec predavanja. Tako, to je bil še tak zanimiv zaključek. So navedeni viri za slike in videoposnetke. Zdaj pa čas za vaše vprašanja. Tako da bi kar pozval vse, ki imate vprašanje, da v question and answer napišete vprašanje, da lahko še drugi glasujejo, če bo več vprašanj. Zdaj eno vprašanje je že. Jaz bi le poudaril, da je umetna inteligenca super. Problem je le, če bo prišla v napačne roke, tako kot vse druge stvari. Ja, to je zelo resnična trditev. Umetna inteligenca je tako kot neko orodje. In zdaj mi to orodje lahko uporabimo za zelo pozitivne namene, na primer v zdravstvu, za zaznavanje nekih mogoče zdravniških napak, za hitrejše odkrivanje bolezni, za proizvajanje novih zdravil, za samovozeče avtomobile, za veliko avtomatizacije procesov, da bo ljudem lažje živeti. Lahko pa jih tudi v napačne primere, kakor vojaške namene uporabljamo. To bo seveda odvisno od ljudi. Je pa recimo to res samo orodje. Torej, če primerjam, umetno inteligenco bi lahko primerjali recimo z nožem. Nož lahko uporabljamo, da narežemo zelenjavo, lahko pa uporabimo tudi, da nekoga zabodemo. Ampak to je stvar tistega, ki uporablja nož. Tako da nož ne moramo reči sam po sebi, da je dober ali pa da je slab. Ampak je odvisno, kako ga uporabiš. Tako jaz mislim, da je tudi z umetno inteligenco. Sama po sebi ni dobra ali slaba, ampak je odvisno, kako jo uporabiš. Ampak zelo pomembno je to, da se ljudje tega tudi zavedajo, da ni vse samo lepo lahko, ampak so tudi grožnje in je pomembno, da se o tem pogovarjamo. Zdaj upam, da nisem preveč črnoglede napovedi dal za na konec. Upam, da bo še kakšno vprašanje. Bom počakal še kakšnih pol minute, če bo še kakšno vprašanje, če ne bomo pa kar zaključili. Imamo še eno vprašanje. Kako pa lahko ugotovimo, katera uporaba lahko predstavlja tveganje?
so mogoče multidisciplinarne ekipe tiste, družboslovci in računalničarji pravi odgovor. Ja, vnaprej težko vemo, katera tehnologija bo predstavljala tveganje. Lahko si pač predstavljamo, da na primer prepoznava obrazov lahko ima negativne posledice, ne? Kot smo govorili, recimo preko nadzornih kamer nadzor ali pa preko dronov, da bi recimo nekomu lahko škodoval. Ampak hkrati pa na nek način tudi nam nudi neko varnost. Težko je lahko vnaprej predvidimo, kakšne so pozitivne lastnosti, pa kakšna so tveganja, ampak težko pa vemo, a bo to nekdo zlorabil. Oziroma, sigurno je dobro, da so multidisciplinarne ekipe, ampak še vedno je na koncu pomembno, da tisti, ki to razvijajo, ne dajo recimo neke dobre tehnologije v roke nekomu, ki mu ne zaupajo, da bo s tem pravilno ali pa pravično ravnal. Ker še mislim, da zloraba bi bila možna bolj v kakšnih politične namene ali pa v vojaške namene med državami, ampak to je potem na recimo razvijalcih, da ne dajo te tehnologije ali pa ne uporabljajo te tehnologije za take namene. Tako da v bistvu je na posameznikih in njihovi moralni presoji. Tako da jaz upam, da razvijalci bojo dovolj moralni in da bodo pazljivi na možnosti zlorabe. Naslednje vprašanje je, kako lahko z umetno inteligenco dobimo vpogled v funkcioniranje nas samih, na primer razlik med otroci in odraslimi, moškimi in ženskami. Ja, zelo zanimivo vprašanje. To vprašanje se bi najbrž, te razlike obstajajo in se bi najbrž pokazale, če bi imeli veliko količino podatkov in če bi spremljali neke stvari, kjer smo si različni. Recimo, na nekatera zdravila lahko moški in ženske drugače odreagirajo. In če bi imeli veliko količino podatkov, kjer bi imeli zabeležene recimo neke negativne stranske učinke, bi lahko iz tega z nekimi metodami umetne inteligence ugotovili, recimo, da so moški bolj naklonjeni tem negativnim stranskim učinkom. Ali pa med otroci in odraslimi podobno. Vedno bi morali imeti podatke, ki bi imeli nekje to not skrito, potem bi pa z metodami umetne inteligence nekaj reševali nek problem in bi odkrili, da obstajajo te razlike. Tako da mislim, da je to možno. Če smem jaz samo skočiti. Ja, kar. Meni se zdi, da mogoče se ne ukvarjajo konkretno s tem, ampak te razlike gotovo opazijo velike tehnološke firme, ki imajo ogromno podatkov, se pravi, kako uporabljamo internet. Mogoče tudi, če ne vejo, katerega spola smo ali pa koliko smo stari, bi oni lahko to iz naše zgodovine brskanja zelo natančno ugotovili. Tako da se mi zdi, da je v bistvu že v eni taki zelo neposebni stvari, kot je zgodovina brskanja, dosti informacij, da se ugotovijo kakšne razlike in se nas na podlagi tega klasificira. Ja. Ok, pol bomo pa tle na tem mestu kar zaključili, pa bi zdaj povabil vas še, da izpolnite eno zadnjo anketo o zadovoljstvu. S tem predavanjem so 3 vprašanja, enako kot prejšnjič. Tako da prosim, če lahko odgovorite, pa bomo pol zaključili. Tako, jaz mislim, da je zdaj bilo dovolj časa za odgovore, tako da lahko zaključimo anketo.
Ok, prvo vprašanje, kako ste bili splošno zadovoljni z izvedbo predavanja? Lepo, da vas je bilo večina zelo zadovoljnih in da ni bilo nobenega, ki ne bi bil zadovoljen. Primeri umetne inteligence so bili dovolj razumljivi, podobni rezultati kot pri prvem. Naučil sem se nekaj novega, tudi me veseli, da se skoraj vsi popolnoma strinjate, nekateri pa samo strinjate. Hvala za te odgovore. To je zdaj z moje strani vse, zdaj pa predajam še besedo Tadeju za kratek zaključek. Hvala. Pa bi se rad še enkrat zahvalil Marku in Blažu za izvrstno predavanje. Še posebej mislim, da zadnji posnetek mi bo vzel kakšno uro spanca. Pa najprej še na hitro omenim, da je bilo predavanje izvedeno v sklopu poljudno-znanstvenih predavanj, ki jih izvajajo ASA štipendisti, kjer se je prvo predavanje izvedlo aprila 2020 v sklopu 15 predavanj, ki so jih izvedli ASA štipendisti iz Slovenije in tujine, so imeli več kot 700 poslušalcev. In v letu 2022 planiramo vsaj eno predavanje na mesec, zato spremljajte ASA družbena omrežja in pa ASA spletno stran. Tle bi se rad še enkrat zahvalil obema predavateljema in pa vsem ostalim, ki so pomagali pri ustvarjanju tega dogodka. Hvala tudi vsem udeležencem in se vidimo na kakšnem drugem dogodku. Lep večer.